zdravljenje z angeli in svetlobo in rezanje vezi. Ko govorimo o rezanju eteričnih vezi, v resnici ne režemo ničesar. Gre le za to, da povabimo božansko energijo Boga oziroma univerzalno energijo ali nadangela Mihaela, da prereže eterične vezi. Obstajajo 3 vrste vezi. Vezi, ki temeljijo na brezpogojni ljubezni, vezi, ki povezujejo naše eterično telo s fizičnim telesom in vezi, ki so povezane s strahom in pogojevanjem. Te so tiste, ki jih režemo. Kaj so eterične vezi? Skozi vsakodnevno življenje in odnose, v katere smo vpleteni, si ustvarjamo določene vezi, pa vendar se te vezi vzpostavljajo tudi na energetski ravni, kjer si ustvarjamo tako imenovane eterične vezi. Eterično telo je energetsko telo. To je polje, ki se nahaja od 3 do 5 cm od našega fizičnega telesa. To si lahko predstavljate tako, da svoje fizično telo razširite za 5 cm na vse strani. Za lažjo predstavo se spomnite, kako se počutite v prostoru polnem neznanih ljudi, ki se drenajo zraven vas, na primer v avtobusu ali dvigalu. Zmoti vas, ker se energija in zapisi teh ljudi nehote pomešajo z vašo energijo, zato vam seveda postane neprijetno. Za eterično telo lahko tudi rečemo, da je naša energetska matrica, saj se tja zapisujejo vsa sporočila o tem, kam usmerjamo našo energijo, o čem mislimo sami in kako o nas mislijo drugi. Poleg fizičnega telesa imamo torej še energijska telesa, ki jih poznamo kot emocionalno, mentalno in duhovno telo. Na teh ravneh se tako ustvarjajo s prostim očesom nevidne vezi, ki jih imenujemo eterične vezi. Na eterični ravni se torej ustvarjajo vezi z ljudmi, s katerimi ste kakorkoli v življenju povezani. Ko so te vezi premočne in prevelike, se lahko zmanifestirajo na fizični ravni v obliki, kot je stalna utrujenost, pomanjkanje energije, apatija, bolečine v križu, vratu, ramenskem obroču, pritisk v prsih in podobno. Zato je pomembno tudi redno čiščenje našega energijskega telesa. Ko se vsakodnevno kopate in si umivate obraz, se najverjetneje nikoli ne vprašate, da bi se tudi vašemu energijskemu telesu prileglo čiščenje. V vsakodnevnem življenju pogosto naletimo na ljudi ali situacije, ki v vas sprožijo neko vrsto strahu. Posledica tega pa je, da se vaše čakre navzamejo te energije, hkrati pa se ob tem skrčijo ali otečejo. Ker smo bitja iz svetlobe, ljubezni in inteligence, so te značilnosti bistvo čiste energije, saj smo tudi energijska bitja. Vaše misli nadzorujejo in odrejajo vaše počutje in doživljanje ter vplivajo na različna energijska telesa znotraj in okoli vašega telesa. Pa da povem drugače. Na vaša energijska središča vplivajo stvari, na katere se najbolj osredotočate. To so lahko denar, duhovnost, odnosi in podobno. Ta energijska središča so videti kot ventilator, ki jim pravimo čakre. Izraz čakra v starodavnem vzhodnjaškem jeziku sanskrt pomeni kolo. Vsaka od teh glavnih čakr se nahaja poleg hormonskih žlez, odpirajo pa se spredaj in zadaj v naših telesih. Govorimo o 7 energetskih centrih, čakrah, in o 7 glavnih telesnih žlezah, ki vsaka skrbi za svojo funkcijo v našem telesu. Čakre potiskajo skozi telo vitalno energijo, ki ji pravimo tudi ki, či ali prana, da bi nam zagotovile našo vitalnost. Omejena življenjska energija izvira od univerzuma in s tem mislim na kolektivno univerzalno energijo in ta nam omogoča dostop do vse modrosti.